Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan, naš današnji gost je pravnik in profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se med drugim ukvarja z insolvenčnim pravom, pa primerjalno ekonomsko analizo, pa položajem terjatev delavcev v insolvenčnih postopkih in podobnimi precej zapletenimi rečmi, a brez skrbi. Ne bomo o teh rečeh danes. Na obisk smo se namreč povabili k predsedniku našega Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, profesorju doktorju Jaki Cepcu. Jaka, živijo? Živijo, zdravo. Jaka, nekako mlad za toliko teh nazivov, pa te težke teme, pri katerih se nam zapleta jezik? Ja, toliko zelo mlad nisem več, nažalost. Ravno čez par dni, čez dober mesec bom dopolnil, bom star 40, tako da nisem več tako zelo mlad. Je pač to neka kariera, ki si jo človek izbere, ko začne študijem. In neka taka normalna pot, tako da nič posebnega v resnici. Do statusa izrednega profesora pri teh letih? Ja, je čist neka... Je to običajno? Ja, mislim običajno, ja, ni. Naši profesori so bili mnogo starejši. Dobro, Jaka Cepec, koliko smeha ta priimek sproži pri ljudeh, ki ga slišijo prvič? Verjetno kar dost. Res je, da v osnovi izhajam iz Koroške, kjer ni bil Cepec, ampak je bil Cepec. In pravzaprav z smešnostjo tega priimka sem se začel srečevati šele v času študija. Do takrat sem bil že toliko imunen, navajen tega, da pravzaprav so te anekdote bolj pozitivne kot negativne. Tako da ja, je pa res, da kad narediš kaj dobrega, se te ljudje, mislim, vsakim primerom se te ljudje prej zapomnijo. Zdaj pa, če se te spomnijo po dobrem, je super. Če pa po slabem, pa se te tu toliko prej spomnijo. Tako da ja. Kaj pa študentje, ko se jim predstaviš na Ekonomski fakulteti Ljubljanske univerze? Jaz sem vaš profesor, Jaka Cepec. Ja, običajno povem, da kljub vsemu trudu po 20 letih študija sem še vedno Cepec, tako da če je meni uspelo, bo njim zagotovo, v tem smislu. Študentje te imajo zelo radi, tako sem slišala, da si priljubljen profesor. Ja, predvsem po mojem sem relativno strog, sploh, ker večino svojega pedagoškega časa preživim v prvem letniku do diplomskega študija, ker so pač velike skupine, pa veliko študentov. To je koliko, 400 na letnik, še več? Več, mislim okolo 800 v resnici. 800? Ja, pač, če štejemo vse novo upisane, pa vse tiste, ki jim prejšnje leto ni uspelo, je to ta številka hitro 800, ja. In seveda v taki množici mora nek red biti, in tega reda je težko odstopati in to vsaj študenti v prvem letniku običajno razumejo kot strogost, ne pa kot nek osnovni red, ki je v bistvu namenjen temu, da preživimo tisti letnik. Medtem ko v višjih letnikih ali pa na poddiplomskem študiju je pa seveda ta odnos veliko bolj sproščen. Jaz tudi mislim, da v zadnjih 20 letih ali pa 10 letih je nasplošno ta odnos med profesorji pa študenti rada tudi v Sloveniji veliko bolj sproščen. Nič nenavadnega ni, če gremo na kavo ali pa če se srečamo tako, kar se mi zdi, da v mojih časih je bilo čisto nepredstavljivo. Tako da se je ta odnos bistveno spremenil in mislim, da se je spremenil na boljše. Ker če so študenti bolj sproščeni, tudi po mojem lažje osvajajo osnov, lažje razumemo, bližje smo si in se mi zdi, da je to tista prava pot. Strok pa priljubljen, verjetno se pohecaš dosti z njimi, da so predavanja zanimiva. Ja, sicer... Mislim, ker teme so kar, insolvenčno pravo, pa terjatve in take reči. Drži, mislim, zdaj sploh je specifično. Odkar smo 2 leti na Zoomu, so stvari tako popolnoma drugačne. Vse to je ena, po mojem, vse splošna slovenska travma, da živimo samo še na Zoomu, kjer se je vendarle nekoliko težje hecati. En čas tudi nisi pravedal, je sploh primerno, da se še hecamo ali ne, ali moramo zdaj biti zelo resni, pa to doživljati kot neko krizo, s kjer ne vem. Tako da ja, drugače pa seveda poskušamo narediti predavanje čim bolj sproščeno, hkrati pa seveda svoje potrebe oddelati. Praviš, vsa slovenska travma 2 let, ki jih preživljamo v veliki meri na Zoomu in teh platformah, kar težko je to, vpliva na odnose med ljudmi, pa ne mislim samo na profesionalne, tudi zasebne. Kako ste prestali tole karanteno pri vas doma? Mislim,
Pri nas doma je bila ta situacija, da v tistem prvem lockdownu je bila žena še na porodniški. Kar je... 2 majhni hčeri imaš? Ja, ena hčerka je zdaj stara 2 leti, druga 5,5. Tako da za nas je bila korona na eni strani ogromna obremenitev, po drugi strani pa v resnici en tak pravi dar, no, ker da bomo lahko toliko časa preživeli skupaj, no, je vendar nek poseben dar. Čeprav je bilo neverjetno naporno pa vse, ampak ko ženo gledava nazaj, se nama vseeno zdi, da smo imeli v bistvu srečo znotraj tega. Mislim, sej tudi načelno, no, nekdo verjetno, ki pri 80 zboli za leukemijo, poskuša prvo vsem videti srečo, no, tako da nama se je na koncu zdelo, da smo imeli v tej koroni v bistvu srečo. Oba imava relativno varne službe, ni naj bilo strah, da bo ostala brez zaposlitve ali pa brez dohodka zaradi te res katastrofalne krize in v bistvu tisto največje breme, ki je bilo pač v bistvu to breme časa, pa tega menedžiranja med službo in otroci, nekaj pač dvoletnika ne moreš pustiti tudi za 5 minut sami. Ne, seveda, da ne. To so mali ljudje, ki rabijo veliko pozornosti. Ker v resnici se mi zdi, da bistveno večji stres so recimo doživljali naši študenti, no. Jaz opazujem, da tistem prvem spomladanskem lockdownu, takrat, kaj je bilo to, 2019, ne, jim je bilo še nekako ok. Pa se mi zdi, smo vsi imeli še tisto neko energijo, se bo, zdržimo ta mesec, 2, tudi v bistvu znanje pa ocene so bile više kot prejšnja leta. In smo si mislili, ok, se morda pa to, ta Zoom, pa vse to, pa nadaljav, ni toliko slabo, ne. Medtem ko celo 2020 je bilo pa za študente nočna mora. To je pa v bistvu prav videl vsi, kako iz tedna v teden pravzaprav jim usiha moč, motivacija. Ni žurov, ni druženj, ne moreš koga dobiti za pomoč. In je po mojem mora biti tudi nočna mora, kaj sem po 8 ur na dan poslušati na Zoomu neka predavanja. To je resnično nočna mora, ker je vse potem dolgočasno, ne, in naporno. Jaz si sebe ne predstavljam, da bi moral vsak dan 6 ur poslušati nekoga tretjega po Zoomu, ki mi nekaj govori, mislim, zagotovo ga ne bi, če si iskreno. Tako se mi zdi, in tudi se je vidno, no, tudi znanje je bilo bistveno slabše, motivacija je bila slabša, pa še to, kaj so recimo na Zoomu, pač so te kamere recimo vklopljene in tam tudi vidiš to razliko v socialnem položaju med študenti, ki je prej toliko nisi opazil, ne. Na faks pač vsi pridejo v kavbokah pa v eni majici, pa nisi pozoren na te razlike. Ko pa gledaš pravzaprav življenjske, mislim, njihove bivanjske razmere med različnimi študenti, ti je pa tudi tebi, ko predavaš težko, no, včasih ti je pol že mora skoraj ljubše, da pravzaprav niso te kamere prežgane, ker smo potem dobili kar veliko tega odziva, kako so pravzaprav bili ti odrasli študenti, ki so že odrasli ljudje, v bistvu zoprni drug do drugega v smislu, da so potem, kaj so delali, te screenshote teh bivanjskih razmer, pa jih pošiljali po Facebooku, pa so norčevali drug iz drugega. Skratka, dejansko se je to dogajalo. Tako da v bistvu je, kaj se mi zdi, da je, ne vem, no, korona je res velik teh, mislim, ta lockdown je res velik teh res hudih stisk pokazal, no, tako da se mi zdi, da res upam, da bo to počas mimo, no. Vsi si želimo, ne vemo zdaj natančno, v kakšni situaciji smo, vsekakor v taki, da moramo varovati svoje zdravje, ne, in zdravje drugih. Ja. Tako. Jaka, dotaknila sva se že tvoje družine prej, kot sem si jaz po scenariju za tale najin pogovor pripravila, pa me ne čudi, ker sem zbrala nekaj vtisov o tebi, nekaj misli in vsaka kolegica, s katero sem govorila, je rekla, da si zelo v družino zazrt, a ne zelo ljubeč človek, tako da seveda sva potem prišla hitro na tvoji hčeri. Opisali so te nekako takole, da si topel človek, ki je vedno pripravljen pomagati, da imaš izražen čut za pravičnost, odgovornost, da si zelo delaven, da imaš veliko samodisciplino, si prijeten in vedno konstruktiven sodelavec, da si vedno za hece in da si izrazito družinski človek, ter da imata tvoji hčerkici prednost pred vsemi drugimi rečmi. Koliko se najdeš v tem opisu? Mislim, zagotovo je preveč prijazen, pa prelep. Je pa res, no, da v bistvu, če po bolezni, recimo, imaš težave z tem, da pravzaprav ničasa ne veš, ali bo sploh lahko otroke imel ali ne, so pol zagotovo to poseben dar, no, in pol pač se mi zdi, da moraš izkoristiti ta čas, ki jih pravzaprav imaš z njimi, ker sploh, če prej dolgo časa nisi povedal, da jih boš sploh lahko imel ali ne, in se mi to zdi nekako čisto logično, no. Se mi zdi, da ljudje smo v službi popolnoma zamenljivi, čeprav vsi mislimo, kako nismo zamenljivi, kako brez nas se bo svet porušil in sesul. Se mi zdi, da je pa drugačno, da v resnici se svet lahko sesuje samo tvojim otrokom, če jim nisi blizu, no. Za vse ostalo hitro najdejo zamenjavo, no. Sej,
tudi vsi tisti, ki to poslušajo, pa so morda kdaj kaj zboleli, v bistvu včasih se mi zdi kar tako z bolečino ugotovijo, kako hitro so zamenljivi, no, in da je pravzaprav svet, ta moderni svet tega zamenljivi v smislu profesionalne poti, pa v smislu poklica, no. In da pravzaprav je ta svet z tega vidika zelo krutno. Se moramo zavedati, po mojem, no, in minljivosti in tega, da ti ta mali nas pa res rabijo, no, da drug nas pa rabi, če oni, no. Torej, ja, zanje pa smo, predvsem starši, nezamenljivi in so naša najpomembnejša bitjeca, ne, zares. Ja, sej, tudi sicer, no, mi imamo tudi srečo, ki imamo oba z ženo res krasne starše, torej stare starše, ki veliko pomagajo, veliko skrbijo za ta mali dve, res jih imajo radi, tako da imamo v bistvu z tega vidika spet neverjetno srečo, no. Tako da iz tega vidika nam je lepo, no. Ja, zdaj koroška babica in dedi prihajata v Ljubljano, da boste tudi, med drugim tudi zato, da boste bliže puncem, ne? Ja, drži, ja. Lepo. Se pravijo, da za otroka potrebna za njegovo vzgojo cela vas. Ja. Tako govorijo o kulturah, kjer so še bolj povezani, kot smo pri nas žal, ne? Ja, to je res, ne. To so te stare tradicije, ki zagotovo so imeli neko sol. Si predsednik Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Kako je prišlo do tega, da si se združenju pravzaprav priključil oziroma ga soustanavljal takrat? Nekaj več bi te želela vprašati o tvoji izkušnji z levkemijo. V bistvu, jaz nisem bil eden izmed teh ustanovitvenih članov tega združenja in tudi jaz sem zbolel pri 18, pravzaprav točno za 18. rojstni dan sem začel s kemoterapijo in sem bil relativno mlad za to bolezen in tudi vem, da po koncu te bolezni nekaj časa nisem hotel kaj dosti imeti s tem, no. Ne z boleznijo, ne z ljudmi, ki zbolijo, ne s pacienti, z ničemer. Potem se pa spomnim, kakih par let po zdravljenju, da sem nekje zasledil eno žalostno novico, da je takratna predsednica tistega združenja bolnikov z rakom umrla. In takrat ne vem, zakaj me je tako nekaj stisnilo v srcu, ko sem se spomnil, kako so prišli k nam za novo leto daje tista darilca v klinični center in to mi je tako ostalo v spominu. In sem takrat začel razmišljati, pa čak, spet se je nekdo trudil za nas, zdaj ga ni več. Tako mi je kliknilo in potem sem pravzaprav se najprej v resnici članil v združenje bolnikov, potem sem srečal pa Kristino enkrat v Tivoliju na neki prireditvi, pa sem se še z njimi povezal in potem sem pravzaprav en čas, ko bil član obeh združenj, potem pa smo se začeli pa s Kristino bolj podrobno pogovarjati o tem, da imam določene znanja, torej znanja z področja prava, ki bi bila koristna. In tako je v bistvu prišlo. Jaz sem ves čas v združenju bolj pokrival to pravno področje. Zelo pomembno. Ja, ker jaz iskreno še danes zelo težko komuniciram s pacienti. To ni nekaj, kar bi bila, mislim, preprosto ne zmorem, tako preveč me prizadene v bistvu. In se spomnim vsega nazaj in mi to ni okej, no, tako da v bistvu nekako včasih skušam to malo potlačiti, no, v tem smislu. In mi ta del ni blizu. In tudi zato vem, da sem ves čas pokrival, se pravi, predvsem to pravno-organizacijski del. No. Potem, ko smo pa v združenju ugotovili, da bi bilo koristno, pametno in za vse dobro, da se profesionaliziramo oziroma delno profesionaliziramo, se mi je pa kot pravniku ni zdelo okej, da imamo pač v bistvu, da je torej nekdo, ki je zaposlen, hkrati tudi predsednik združenja, pa da sam sebe nadzira in tako naprej, se mi z vidika transparentnosti, financ, poslovanja, zelo prav, da to funkcijo razdelimo na dva dela. In v bistvu v tako krasnih sodelavkah je biti zelo enostavno predsednik. No, v bistvu je to do neke mere častna funkcija z nekim nadzorom, drugače pa je to, mislim, se pravim, v tako krasnih delavkah na združenju je to lepo, no. Pa zelo pomembno za združenje, praviš, seveda se je sprofesionaliziralo, da lahko čim več storitev za svoje člane, seveda na zelo visoki ravni zagotavlja s pomočjo strokovnjakov. Tisto, kar sem te želela vprašati, kako spremljaš pravzaprav to delo združenja, dejal si, nadziraš, da je združenje pravno, korektno, da vse funkcionira kot je treba, da je transparentno, finančno urejeno in tako naprej. Dejstvo je, da pravzaprav sem v nekem življenjskem obdobju, kjer na eni strani je veliko teh profesionalnih izzivov, služba profesorja v resnici nasprotju s prepričanjem velike večine poslušalcev izjemno naporna služba, čeprav zgleda, da smo pač zelo na izi. Hkrati je družina, neke druge skrbi in tako da v resnici ostane relativno malo časa za združenje, saj to je čisto jasno in tudi z tega vidika smo se v resnici takrat
odločili, da se profesionaliziramo. Ne. Tako da tega čist day to day ali pa dnevnega poslovanja zagotovo ne spremljam. Spremljam to pač vse, kar se dogaja. Ravno to sem imela v mislih, kar smo včeraj predstavili. No, tudi to, recimo, tudi v resnici te želje nisem imel nikoli, da bi bil toliko velik pred kamerami, na teh novinarskih konferencah, tako naprej. To mi je veliko veselje, da pravzaprav to Kristina z veseljem dela in počne, se mi zdi, da ona je za to rojena. Meni pa ta del ni niti toliko pomemben, niti toliko mi ni blizu, no, in ona pa to res dobro dela in ljudje imajo radi, s tem tudi v bistvu lažje dobimo nova sredstva, nove sponzorje, nove programe in je to super, tako super kombinacija. Jaz pa imam raje tiste časi, kakšne bolj težke ali pa trde odločitve, pa Kristina, ki je bolj mehka duša, morda ji ne bi bilo vedno všeč. No. Tako, to sem te vprašala zato, ker smo ravno včeraj predstavili to novo spletno posvetovalnico, te res dragocene nove možnosti, glede na izkušnje v združenju, ko ljudje zares rabijo pomoč, tako psihologa kot prehransko svetovanje, pa je v zdravstvenem sistemu relativno težko dostopno oziroma ne v kratkem času. Zelo, zelo ponosni smo na to posvetovalnico. Absolutno. Mislim, res, število projektov, ki jih je pravzaprav združeno v zadnjih 5 letih, pa s kakšno hitrostjo pravzaprav se povečuje število projektov, ki jih združenje uspe v enem letu narediti, je čist neverjetno. Če se spomnim 10 let nazaj v tisti mali pisarnici tamle za Bežigradom, ko smo se pogovarjali, da bi pa morda na leto lahko imeli vsaj tako 2 dogodka, to bi bilo pa res fino, do zdaj, ker v bistvu je skoraj vsak teden en dogodek, hkrati pa tako 3 res veliki projekti vsako leto. Ampak to ne projekti v smislu, da imamo pa en dan za pacienta, ampak tako res prelomnih projektov, kot so pravzaprav psihološke posvetovalnice, kot so recimo, kaj sem že prej... Daj se na seznam. Daj se na seznam, to smo delali že nekaj časa, pa se mi zdi, da je tu zelo pomembno, ampak bolj si mislil to, pa ta pravzaprav vseobsežna skrb za pacienta, pa toliko enih stvari, ki jih mi nismo imeli pred 20 leti, no, to se mi zdi prav težko verjetno, da nam je pravzaprav, da je vse to uspelo. No. Moramo malo trkati. Ja, res. Nimamo lesene mize. Res moramo trkati, ja. Lepo je slišati. Če se vrnemo nazaj k tej pravni podpori, rabimo psihološko pa prehransko, pa seveda fizikalno, gibalno podporo, ampak kot združenje in tudi kot posamezniki pa seveda tudi bi morali imeti pravno znanje, ker če ga nimamo, nas to ne odreši potem posledic, kako se že temu reče, boš nas malo podučil. V mislih imam bolnike s krvnimi raki, ki tudi, ko dajo čez skozi eno najtežjih zdravljenj v onkologiji in se vrnejo nazaj v življenje, ker jih v združenju zelo, zelo podpiramo s programi, potem v resnici to življenje zanje, kot pravijo psihologi, ni nikoli povsem enako, kot je bilo prej, pa hkrati imajo lahko tudi veliko ovir v smislu neke pravne varnosti, pa tudi socialne varnosti. V mislih imam pravico do pozabe v tem zadnjem času, ker več razmišljamo, pa zelo malo vemo. Vem pa, da si se ti s tem tudi strokovno ukvarjal in te prosim, da nam nekaj več poveš o teh pravicah bolnikov z rakom. Okay, bom šel en korak nazaj. In sicer mi smo takrat, pravzaprav 10 let nazaj, smo s pomočjo tega portala Medover.net začeli z brezplačno pravno posvetovalnico za paciente z rakom, generalno ne zgolj za naše člane. In v prvih letih je bilo res izrazito veliko vprašanj. Tisto, kar me posebej presenečalo, je, da so odgovori na ta vprašanja imeli včasih po 5, po 10 tisoč ogledov. Ker ta sistem socialnega varstva ali pa predvsem sistem socialnega varstva je res izrazito zapleten za nekoga, ki ni res v tem, je to zelo, zelo zapleten sistem. In se mi zdi, da smo s to posvetovalno oziroma s to brezplačno pravno pomočjo delali kar veliko koristi. No. Sicer je res, da ta naša brezplačna pravna pomoč je bila skozi vezana zgolj na ta forum. Očitno pa se je neki ta generalni nabor teh vprašanj že malo iztrošil, tako da se mi zdi, da nam ljudje kar lepo posegajo po forumu, pravzaprav preberejo to, kar smo tam odgovorili. Tudi zdaj bomo v kratkem pravzaprav izdali na podlagi vseh teh odgovorov neko knjižico, neko brošuro pač s povzetki teh odgovorov. V smislu vse na mestu? Ja, to je projekt, ki ga državi že nekaj časa predlagamo. Pravzaprav državi predlagamo že nekaj časa, da bi pacient ali pa pač državljan v resnici ali pa nekdo, ki živi v Sloveniji, pa ima neke zdravstvene druge težave, lahko na enem mestu, na eni točki dobi vse potrebne informacije, tako o pravicah iz socialnega varstva, o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. Zaenkrat smo pri tem neuspešni, sploh skrbi me ta cinični odgovor, recimo, direktor SPIZ-a, ki meni, da kako si mi predstavljamo, da bo en posameznik znal pacientu vse to razložiti, to je pa veliko različnih področij.
kar je očiten znak, da je nekaj narobe, no? Ker bi moralo biti tako, da kako pa naj se potem ta pacient znajde, če se njihov zaposlen ne znajde v tem. No? Skratka, to je popolnoma težka zgodba. No? Zdaj, pravica do pozabe je znotraj tega zgolj ena izmed številnih zgodb. Sicer na tej simbolni ravni je izjemno pomembna, namreč ideja pravice do pozabe, tudi verjetno ime izhaja iz tistega znanega Google case-a, pravica do pozabe v resnici pomeni, da bi pacienti, ki so bili kadarkoli vpisani v ta seznam novotvorb, torej v bistvu bivši rakavih bolniki, imeli po nekaj letih ali pa po enem desetletju pravico, da se iz tega registra zbriše, oziroma če se ga že ne zbriše, da pravzaprav tega več ne rabijo navajati v nekih vsakodnevnih poslih. To ima velik simbolni pomen v resnici, to, da lahko rečeš, sem cancer free, koliko pa to v praksi bi vplivalo na življenje posameznikov, je pa zelo vprašljivo, ker jaz si razen problema življenjskega zavarovanja. Stanovanjskih kreditov? Stanovanjski kredit je v bistvu problem, kadar je vezan na življenjsko zavarovanje, ker iz tega vidika se pravi, je to problema. Problem je namreč to, da če moraš ti 20 let po bolezni še vedno upisati v neko tabelo, da si nekoč imel pač novo tvorbo, to lahko vpliva na zmožnost življenjskega zavarovanja, kar lahko vpliva na stanovanjski kredit. Pa to je tudi tipično pravilo, ki je po mojem zelo pomembno za bolnike, ki so zboleli kot otroci, da namreč potem nimajo recimo težav pri iskanju za prve zaposlitve in tako naprej, da tam znotraj te medicine dela pravzaprav to ni več nek resni issue. Je pa to velikega simbolnega pomena, no, pravzaprav. Je pa res, da ta simbolni pomen je pri nas zelo zanimivo, ker nihče, pa to je prav, mora tudi en poziv, če bi lahko lepo prosim nekdo našel en ustrezen slovenski prevod za cancer survival, mi tega izraza nimamo. Zdaj, včasih se stvari v angleščini sliši veliko bolj seksi, pa simpatične, pa tako močne, pa z neko energijo. Meni se zdi, da nam to v Sloveniji manjka. No, manjka nam nek močen izraz za nekoga, ki je prebolel raka, ker to za zdravljenec, ozdravljenec, to so take šibke besede, ker ti izpadeš kot da si šibek. No. Ko cancer survival se pa sliši, kot da si nekaj resnega naredil. No. In s komerkoli se pogovarjam, nihče pravzaprav nekako nima tega. In ta izraz bi bil na simbolni ravni zelo pomemben, nekaj se počutiš drugače. Ja, tudi sama nimam ideje, uporabljam izraz nekdanji bolniki z rakom, recimo, kar je pa itak predolgo, a ne? Predolgo pa spet, ja. Mislim, se vem, pač mi nekdanji bolniki z rakom si želimo tako, želimo. Nam je cool, da imamo en tak badge, da nam je nekaj pač uspelo, kar ni nujno najlažje. In se mi zdi, da ta pravica do pozabe, no, zato, čeprav jo vsi jemljamo zelo kot pomembno, se mi zdi, da je v resnici zelo manj močen simbolni pomen, no, morda bolj kot praktičen, no, čeprav to zdaj morda ne bi smel reči, ampak mislim, da je v resnici tako, no, da ima pa smo tudi v to smer že predlagali neke zakonodajne rešitve in tako naprej. Tako, ker si član vladnega sveta za socialne vprašanja? Ja, čeprav ta vladni svet se v resnici sestal samo enkrat, takrat smo si izmenjali neka stališča, zdaj so pa, ne vem, ali iz nekih pragmatičnih razlogov se ukvarjajo predvsem s centri za socialno delo, kar je za nas bolnike, paciente, tako z širšega vidika dolgočasna tema, pa nočem biti zoprn, ampak to ni strateška tema, ampak je tema, ki jo mora pač nekdo, ki se s tem ukvarja, rešiti, ni pa to za strategije reševati. Tako da z tega vidika je morda škoda, no, ampak okej, ne more vse vedno biti idealno. No. Tako. Kaj pa socialne pravice vemo in veliko smo že imeli tudi v okroglih misel ali pa nekaj njih o socialnem položaju nekdanjih bolnikov z rakom ali še recimo bolnikov, ki so v procesu zdravljenja, da so lahko kar velike težave s temi dohodki, a ne, z pridobivanjem pravic, tako tudi invalidskimi pokojninami, predvsem pa s temi dohodki, ki so zelo, zelo nizki. Ta tema je v bistvu strašansko težka, ima ogromno različnih vidikov, ima ta najbolj boleč vidik konkretne osebe, konkretnega bolnika, konkretnega pacienta, čigar zdravstveno stanje je slabo, pa še ekonomsko stanje pravzaprav se bistveno poslabša. Po drugi strani imamo ta makroekonomski vidik, ki ga sicer ljudje nočemo slišati, ker pač me kot posameznika ne bi zanimalo, V resnici pa ta narod nekod mora priti, ali to v obliki zavarovanja, ali to v obliki porabe državnega proračuna, potem se moramo zmeniti kot družba, če damo temu več, moramo nekomu vzeti, tako pa če, in zdaj pač kot družba moramo nek konsens v tem smislu najti. Z vidika posameznika so pa ti socialni transferi, zdaj živimo v državi, kjer ti socialni transferi vsaj obstajajo, so številne države, kjer sploh ne obstajajo. To je treba poudariti, je pa res, da ti transferi so lahko res zelo, zelo, zelo nizki, sploh če te pravzaprav bolezen ali pa neka poškodba zadane v neugodnem trenutku
pa se spet sliši, se noben trenutek ni ugoden. Ampak tako čisto v življenjskem razvoju življenja so neki trenutki, kjer je morda lažje ekonomsko to prenesti kot po drugih trenutkih, se pravi, do neke mere mlajši koci težje je v resnici, ker so ta nadomestila vezana na delovno dobo. Ja, in seveda je to problem, plus ta nadomestila, saj v okviru invalidske upokojitve se ne updateajo, tako da v bistvu pač ostane skozi na istem, kar je katastrofa. In ni lahko, ni težko vedeti, seveda, po drugi strani morda je zaposlenim spet nekoliko lažje, ker so vsaj zaposleni, pa jih morda delo čaka. Zdaj predstavljate si vse tiste, ki so podjetniki, samozaposleni, neodvisni in tako naprej, ki so na svojem, ki pravzaprav dela ne morejo opravljati, zboleli so, ko pridejo nazaj, nimajo več kaj delati, ker pravzaprav so stranke šle. Njihov socialni položaj, tudi z vidika zavarovanja, tudi katastrofalno slab, pa njih malo. V Sloveniji imamo 100.000 registriranih samostojnih podjetnikov, to je ogromno ljudi. In tudi v bistvu njih časi, ker malo pozabimo, ker smo bolj navajeni na ta klasičen razmerje delodajalca. Pa ne rečem, da je tem lahko, ampak vsaj neko socialno varnost imajo, medtem ko oni nimajo nobene. Znotraj tega socialnega področja imate ena kompleksna pravna vprašanja, pol imate pa čisto klasično politično vprašanje, koliko, komu pa kdaj, ampak to v bistvu ni več v resnici vprašanje stroke, to je v resnici vprašanje politike, pa nekega konsenza v družbi, kaj si želimo. Zdaj, seveda, vsi si želimo živeti čim boljše, vsi želimo podarjati to socialno državo, samo ta socialna država od nekod mora ta denar vzeti, tako da potem pa spet si pa ne želimo na drugi strani imeti pretirane obdavčitve. Skratka, to ni... Smo malo zgubljeni v vesolju s temi svojimi željami, za katero pa lahko rečemo, da je vsaka legitimna. Absolutno, vse sem rekel, z vidika individualne zgodbe je pa to čisto jasen problem, ki je v bistvu nerešljiv. V resnici se težko kdorkoli vnaprej abstraktno toliko zavaruje, bodi si z lastnimi prihranki ali pa z nekimi drugimi oblikami, da njegov položaj ne bi bil poslabšan zaradi bolezni. To je praktično nemogoče. In te usode individualnih ljudi je na tak način skoraj nemogoče urejati. Dobro, v resnici ni dobro, ampak pojdiva naprej. Torej, to je bil tak ekonomsko-pravni pogled na te seveda zelo realne težave, s katerimi se srečujejo nekateri naši člani ali pa vsi, če vemo, da takšna bolezen kot je rak zelo, zelo zaznamuje človeka v smislu gmotne situacije za v prihodnje. Ampak ta pravni vidik me zanima, kot sem prej opis prebrala, ko so mi kolegice povedale, izrazito izražen čut za pravičnost in potem so mi tudi povedale, da sta te vzgajala sodnik in tožilka. Sem si prav zapomnila. Ja. Kako bi potem bilo lahko drugače? Ja, res. Ja. Oče je bil pravzaprav večji del svoje poklicne kariere, je bil sodnik na delovnem sodišču, pa kasneje sodnik pravzaprav na višjem socialnem sodišču v Ljubljani. Mama je bila pa en del svoje kariere sodnica za prekrške, potem pa tožilka. Ja. In tako da v bistvu sem iz čisto pravne družine in verjetno dosti drugače, kot to, da bom pravnik ni moglo biti. Čeprav zdaj, ko pomišljam nazaj, se mi zdi, da tam v srednji šoli sem tako vedno kolebal, ali bi bil en tak zelo strog kondicijski trener v kakšni profesionalni športni ekipi ali pa pravnik. Zdaj po levkemiji je pravzaprav ena odločitev avtomatično rahlo odpadla. Tako da je bila pol ta. Zdaj, spet bom nekaj rekel, kar ne bi smel, ampak pravo pa pravičnost nima takaj dosti skupnega. Pa tudi ta občutek, da pravzaprav smo pravniki tisti, ki oblikujemo pravila igre, so tudi napačna. Pravila igre se pač oblikujejo v državnem zboru in jih večinoma ne oblikujejo pravniki. Dobro, še vseeno me zanima, kako je rast v družini mame, ki je tožilka, in očeta, ki je sodnik. Luškano se sliši, čeprav mama in oče sta mama in oče, v prvi vrsti je to najpomembnejša naloga v življenju, najpomembnejši poklic. Mislim, po mojem zelo isto kot vseh ostalih družinah, pač jasno je, da ob večerjah je bil pač pogovor vedno povezan s pravom. Hitro sem spoznal, kaj pomeni, če kdo koga umori ali pa če kdo, se smrtno ponesreči, pa te zgodbe, pa velikokrat je bila po moja mama zaradi tega pretirano, kako se temu reče, pravzaprav skrbna ali pa zaščitniška, ker je pač videla veliko grdih stvari, ki jih povprečen človek ne vidi. In če ti si vsak dan v stiku z nekimi deviantnimi ravnanji, z nekimi zločini in tako naprej, z nesrečami, z drogami, se mi zdi, da imaš skozi občutek, da je tega še bistveno več, kot ga v resnici je. In se mi zdi, da to sem čutil, se pravi, to malo pretirano zaščitniškost, v smislu pazi tam, sem tja.
Drugače pa mislim, se pravim, to pravo, se me je spremljalo predvsem po mojem, ob teh pač pogovorih, ki smo imeli večerje pa to. Soproga tvoja je tudi iz teh vod? Ja, moja žena je tudi se odločila za študij prava, tako da ja, spet tudi najni punci boste imeli dva pravnika doma, no, kar je, lahko bi tudi bilo kaj lepšega, no, se mi zdi, da pravo v resnici ni lep poklic, no, zato ker če se ukvarjaš z vidika reševanja sporov, potem vedno eden ni zadovoljen, ne, v tem sporu in kot pravnik si vedno potem pač kriv za to, da nekdo ni zadovoljen s to rešitvijo. Če se pa ukvarjaš s pravom z vidika gospodarstva ali pa z vidika tega, je pa spet pravo nehvaležno, ker pravo ni binarno, ne, strojništvo je binarno, računalništvo je binarno, 0-1, so rešitve jasne. Tudi ekonomija je relativno binarna, 0-1, ne. Pravo pa nikoli ni binarno, se ta splošna heca, ne, eno vprašanje, 4 pravniki, 8 ne, izpade kot hec, kot da smo nesposobni, ampak v resnici pa rešujemo zelo zapletene družbene razmerja med sabo z zelo nepreglednimi in zapletenimi pravnimi pravili, ki postajajo vsako leto bolj nepregledna in bolj nora in težje razumljiva. In seveda smo potem vedno tisti, ki pojemo vso to slabo voljo. Če gre pa vse ok, pa nikoli ni bil pravnik za to zasluženo. Ko gre vse ok, smo mi frajerji. Ko gre pa nekaj narobe, alega pravnika nas ni upozoril. Tako da v bistvu pravniški poklic ni nekaj, kar bi strašno priporočal ljudem. Spomnim se, da kak lepši poklic najte. Dobro, tale situacija, ki smo ji priča že zdaj po drugo leto, s tem covidom, ta odnosa do znanosti, sam delaš v znanosti, si v službi na univerzi oziroma na fakulteti. Kako razumeš to, čemur smo priča? Mislim, v resnici ni nič novega. No. Zdaj, v znanosti nam je, pa vsaj v družboslovni znanosti, no, to morda da medicinci niso do zdaj opazili, ampak v družboslovni znanosti je že vsaj 30 let čisto jasno, da v te bivše vzhodnoevropske države imajo temeljno težavo v zaupanju. Torej, nobenega zaupanja ni med nami. Ne. Skratka, ne samo, da ni zaupanja med državljani pa recimo vladajočo stranko ali pa med katerokoli že oblastjo, saj ni zdaj levi, desni, zeleni, modri. Tudi generalno, če vprašate, recimo jaz običajno tujce vprašam vedno to, ne, predstavljate si, da vozite z avtom, vozite prehitro, ustaje vas policija. Policist vam pove, da ste vozili 15 km/h prehitro in to je to. Ne pokaže vam nobenega radarja, ničesar, nobenega merilnega mesta in kako mu odgovorite. Ne. In večinoma vzhodnoevropske države vsi rečejo, kje imate pa radare, a je atestirano, je to ali ono, ne. Medtem ko številni kolegi iz drugih koncev sveta pa rečejo, ja, ok, pač plačam kazen, ne, se očitno je policist gotovil, da vozim prehitro. Hočem povedati, do policistov nimamo nobenega zaupanja, tradicionalno ne. Potem dolgo časa do prava, pa do sodišč nimamo nobenega zaupanja. Ne. Potem katerokoli svetovno lestvico gledate, ki meri kakršnokoli zaupanje, se izkaže, da pravzaprav Slovenci nikomor in ničemur ne zaupamo, morda sebi, pa še sebi ne vedno. In zdaj ta kombinacija, seveda, ne, z to čisto novo situacijo s COVID-19, kjer je pravzaprav v smislu komunikacije bila od začetka jasna, ne vemo, zakaj se gre, nekaj novega je, čisto novo je, nimamo odgovora. Ne. Običajno, ko gre zdravniku, si bil navajen, da so strašno samozavestni, ja, to imaš, to je to bomo zrihtali. Zdaj pri COVID-u so pa se najprej vsi pustili biti tako, ops, ne vemo, zakaj se gre. Ne. Ta zelo je bila odkrita, v bistvu se mi je zdelo, ta odkrita komunikacija, v smislu ne vemo, zakaj se gre. In to so pa ljudje razumeli kot negotovost, zdaj pa če že itak nikomor ne zaupaš, pa temu dodaš še to negotovost, pa internet, pa Facebook, pa preveč časa, ki si doma, pride pa še do tega popolnega nezaupanja v znanost. No? In seveda problem pa je, da je nemogoče nekomu, ki reče, ne verjamem, ne zaupam, pa katerokoli stvar že, je iz vidika energije pa časa nemogoče, to je v bistvu diabolično dokazovati nekaj nekomu, da nekaj ne obstaja ali pa da nekaj ni nemogoče dokazati. Ne? In z tega vidika v bistvu ima znanost hude težave. Ne? Je pa res, da očitno bo tudi znanost morala razumeti, da je v teh časih ta PR ali pa ta komunikacija zelo pomembna. Ne? Je danes, ko objavim nek znanstveni članek, sploh ne razmišljam o tem, da bi moral z vidika PR ali pa z vidika prenosa tega, ne, ali celo najeti nekoga, ki bi mi to pomagal, ali pa sam zelo laično zapisati neke svoje ugotovitve, da se pravzaprav to nekako ne razume narobe. Ne? In očitno je, zdaj pa se pravim, ta kombinacija tega nezaupanja, odkritega informiranja celega sveta, ne vemo, zakaj se gre, in pol v enem letu smo našli rešitev, ne? To se sliši tako malo magično in pač ja, ljudje ne zaupajo. Ne? Pa še eno zanimivo dejstvo, ja, ne? V bistvu, drugo zanimivo dejstvo je, da očitno smo tudi
nekako v nekem obdobju na Zemlji, ko tega herojstva več ni. Predstavljate si, da bi pred 50 leti vsi moški rekli, ja, mi se tega ne gremo, mi se ne bomo šli nekega vojskovanja, nas je strah, to je tveganje. Ne? Tako, pričakoval si več tega malo nekega mačizma, nečesa, ja, vse fantje, bomo pa magari se zaradi naših otrok ali pa zaradi ne vem, kakorkoli že. Tu, če je nevarno, ne? Ja, nevarno je se. Tu, če verjamem, da se je nevarno iti cepiti, se grem zato, da bodo moji otroci lahko šli v vrtec, ker učiteljice ne bodo imele maska. Ne? Ker se mi zdi to, kar smo mi otrokom naredili v zadnjih 2 letih, ne? To je nezaslišana katastrofa. Ne? To, da pravzaprav 2-letni otroci hodijo v vrtec, kjer so vzgojiteljice z maskami, zato ker se vsi bojimo neke okužbe, ker pač se odrasli nismo uspeli odraslo obnašati, je neverjetno. Ne? Pa pravzaprav kako nerodno nam je nekomu reči, da lahko daš prosim masko gor, odrasli med sabo ali pa se moramo res družiti. Ne? Skratka, se mi zdi, da smo vse to, kar si odrasli med sabo ne upamo povedati, so to breme prelevili na to smo dali direktno otročke. Ja, otrokom pa ni problem reči, to moraš, zanimivo v bistvu, kako, če pa si že kaj povemo med sabo, si pa to povemo na neverjetno nek tak grd način, aroganten, grob. Konflikten, ne? Ja, vedno je konflikt v vsakem primeru, ne, in se kar vsi izogibamo teh pogovorov in to v bistvu, ne, nihče ne zaupa nikomor. No. Naši člani zaupajo združenju v njegove programe, radi se jim pridružujejo, jih izkoristijo v svoje dobro, čemur so v resnici ti programi seveda tudi namenjeni. Kaj praviš, kako se bo razvijalo to združenje čez čas? Rekel si, pred 20 leti je bilo za nas bistveno slabše, ne slabše, nisi tega rekel, ampak je bilo manj možnosti, a ne manj tovrstnih podpornih programov, zdaj pa jih je že zelo, zelo veliko. Kako bo čez 5-10 let? Ja, mislim, že pred 5 leti se ne bi predstavljal tako hitrega tempa tega razvoja, ne? Tako da si pravzaprav tega sploh, mislim, si težko predstavljamo. Ne? Po eni strani sem res neverjetno ponosen na vse to, kar je združenju uspelo, oziroma je treba kar izpostaviti, pravzaprav kar je vsem tistim, ki so tu zaposleni v resnici uspelo, je to res neverjetno. Ne? Po drugi strani sem ponosen pa vesel. Ne vem pa, če mene tudi malo skrbi, ne? Ker pravzaprav več kot mi počnemo, več počnemo v bistvu do neke mere, sicer z nekimi sredstvi, ki so donirana k nam, ki jih dobimo z nekih konkretnih programov, me skrbi, da bo pravzaprav to sistemska ureditev zaradi tega šepala, no? Če se prav razume. Vse tudi v številnih razvitih državah je tako, da pač pravzaprav ta non-government sektor poskrbi za veliko večino teh vprašanj, ne? Ampak mi smo vendarle navajeni drugačnega režima pa drugih časov, ne? In se mi zdi to, da zdaj mi skrbimo za vse te stvari, za rehabilitacijo, za psihološko svetovanje in tako naprej, da bo to samo neka alibi pravzaprav za sistem, ki je torej za cel zdravstveni sistem, da pravzaprav mu tega ne bo treba početi. Ne? Pa zdaj ne govorim za konkurentnost, za nas, pa za hematologe, ki tu imamo mi neverjetno srečo. Ne? Pravzaprav hematološka klinika v Ljubljani je zagotovo tako srčnih, pa lepih, pa prijaznih ljudi, pa strokovno podkovanih ljudi, ki bi žrtvovali vse, kar imajo, pa še več in preveč v resnici. Ne? Ljudje, ki so tam zaposleni, se mi zdi, da bistveno preveč žrtvujejo za paciente, torej preveč sebe žrtvujejo. Ne? Takih ni, ne? In tako da iz tega vidika me ne skrbi za to vrste pacienta, ker oni bodo vedno naredili vse, kar je v njihovi moči. Skrbi me pa morda za kje druge, ker pa toliko te energije ali pa moči ni, ne? Da bo to, če bi začelo šepati, ne? Je seveda, ne, logično, to bi me pa skrbelo. No? Tako da jaz mislim, da mi bomo še naprej zagotovo naredili vse, kar je v naši moči, da bi bilo našim pacientom čim lažje, lepš ne, ker lepo ne more biti po teoriji, ne more biti lepo, če se zdraviš za to vrstne bolezni. Ampak zagotovo bomo pa naredili vse, da jim pač pri tem pomagamo, koliko jim lahko. Ne? In v bistvu moram reči vam vsem, ki ste tu, hvala, ne? Da se pravzaprav tako trudite. Ne? Jaka, tebi pa hvala za ta pogovor, za vse pravne nasvete, da vse štima. Takega pravnika seveda rabimo tudi v tem združenju. Hvala lepa in vse dobro. Hvala, čau. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!